Optimizem pomeni naravnanost k verjetju, da se bodo dogajale dobre stvari. Imperativ biti v življenju pozitivno nastrojen postaja kot neka sodobna religija. V stari Grčiji, v starih kulturah in ravno tako v družbah majhnega obsega tega koncepta preprosto ni. Zato, ker ko so videli, da je nekomu težko, kar bi danes rekli, Madonna je ta depresiven, so mu vsi pomagali. Depresivna oseba se na nek pozitivni stimulans tudi odzove z manj aktivnimi področji v teh predelih možganov. Podobno kot pesimist. Optimistični ljudje znajo dobre dogodke razvleči v času. Ko se kaj dobrega zgodi, rečejo, nam se običajno dobre stvari dogajajo, so se nam prej dogajale, se nam bojo verjetno tudi v bodoče. Določena možganska področja se pri optimistu bistveno bolj aktivirajo kot pri pesimistu. Človek, ki ima rad, kar dela, ki ima rad okolje, v katerem dela, je ponavadi optimističen zaradi tistega, kar dela. Optimist ni slaboumen človek, ki bi pričakoval nerealne cilje. Optimist razume, da se mora za določene cilje zelo potruditi, verjame v njih in s tem poveča verjetnost, da bo uspešen. Ocenjuje se, da je nekako 25% optimizma prirojenega. No, pa če bi tako lahko rekli, spet zavisi, v katerem predelu sveta si in v katerem zgodovinskem obdobju si. Danes nas predvsem multinacionalke, torej vzvodi moči, denarja in kapitala, poskušajo prepričati, da smo za svoje blagostanje odgovorni sami. Ni res. Država ima svoje naloge, korporacije imajo svoje naloge in morajo vzpostaviti pogoje, temelj, na katerih lahko človek gradi svojo samozavest in občutek lastne vrednosti. V družbah majhnega obsega obstaja bolj skupinski optimizem, bom rekel. V tehnološko bogato razvitih deželah pa obstaja bolj individualni optimizem. Optimisti znajo nositi osebno odgovornost pri stvareh, za katere so odgovorni, pri stvareh, za katere pa nimajo objektivne odgovornosti, se seveda ne sekirajo. Optimisti načeloma so tudi v družbi bolj priljubljeni. Slovenija je ravno nek vmesen. Mi nismo družba majhnega obsega, ampak mi nismo prav velika družba. In zato v taki majhni družbi ni dovoljeno, ti ne moreš se izolirati, pa vse pogrebsti za sebe ali svoj uspeh in biti sam s svojim uspehom, ampak ga moraš deliti. Ko pa medijem, institucijam, ki krojijo javno mnenje, uspe vzbuditi v ljudeh prepričanje, da živimo v izrednih, kaotičnih razmerah, neobvladljivih razmerah, kot se danes zbuja vtis, potem je logično, da se povprečna vrednost občutka, v kako kakovostni družbi živimo in seveda s tem povezano tudi, kako optimistično gledamo mogoče na našo bodočnost, zmanjša. Ampak optimizem moramo vedeti pravzaprav gonilo razvoja. In slovenska družba pravzaprav je napredovala, če gledamo 10, 15, 20, 30 let nazaj. Torej, če želimo spremeniti svoje življenje na poti od pesimista proti realistu in optimistu, potem se moramo zavedati, da je rešitev v majhnih stvareh. Celo določene študije potrjujejo hipotezo, da utegnejo bolj optimistični ljudje imeti manjše tveganje za razvoj določenih bolezni. Zagotovo boste bolj zdravi, boste bolj uspešni in boste bistveno bolj učinkovito upravljali odnose z ljudmi, ki vam na svetu največ pomenijo.